Osrednje živčevje je omrežje, ki pošilja informacije med živčnimi celicami. Pri tem električni signali potujejo po živčnih vlaknih. Sistem si lahko predstavljamo kot železniško omrežje, po katerem proti želenim destinacijam drvi na milijarde vlakov s hitrostjo 100 km/s. Če pride v železniškem omrežju do poškodb tirov, jih je sicer mogoče popraviti, vendar ne vedno. Prej ko slej poškodb ni več mogoče odpraviti in vlaki po teh tirih ne morejo več voziti. To bi lahko porušilo omrežje. Toda, ko se določen del proge zapre, lahko nadzornik preusmeri vlake, promet pa še naprej teče kot običajno. Podobno je pri multipli sklerozi. Zaradi vnetja pride do okvar osrednjega živčevja, ki jih lahko telo včasih popravi. Ko tega ne zmore več, so živčne celice in vlakna izgubljeni. Trajna izguba živčnih celic in vlaken se kaže kot napredovanje bolezni. Napredovanje bolezni se začne že na samem začetku multiple skleroze, pogosto celo pred postavitvijo diagnoze. Dogaja se pri vseh vrstah multiple skleroze, ne glede na to, katero obliko ima posameznik ali katera oblika je bila diagnosticirana. Kot pri vlakih se lahko tudi pri multipli sklerozi promet preusmeri na druge proge. Tako pri osebah, ki živijo z multiplo sklerozo, prizadetost ni nujno opazna. Multipla skleroza namreč vpliva na funkcije, ki jih drugi ne morejo videti ali pa jih njihovo osrednje živčevje skrije. Na začetku je pri multipli sklerozi napredovanje bolezni težko odkriti, ker lahko osrednje živčevje sprva nadomesti izgubo živčnih celic ali vlaken s tako imenovano nevrološko rezervo. Osrednje živčevje pošilja signale prek nepoškodovanih območij ali prilagodi nepoškodovana območja, da prevzamejo nove funkcije namesto poškodovanih. Šele ko so popolnoma izkoriščeni vsi preostali tiri in nadzornik nima več druge možnosti, se v železniškem omrežju pojavijo težave, ki jih opazijo tudi potniki. V trenutku, ko pri multipli sklerozi osrednje živčevje ne more več kompenzirati okvar, simptomi postanejo opaznejši ali pa se prizadetost poslabša. Ker bolezen napreduje postopoma, a trajno, lahko to dolgo let ostane neopaženo. Zato je pomembno, da se osebe z multiplo sklerozo o napredovanju, prepoznavanju in upočasnjevanju bolezni pogovorijo z zdravstvenimi strokovnjaki. S slikanjem z magnetno resonanco lahko izmerimo obseg izgube možganskega tkiva, zlasti če slike primerjamo med različnimi obdobji. Natančno določanje napredovanja bolezni v zgodnji fazi je lahko velik izziv. Roche sodeluje z raziskovalnimi organizacijami in drugimi podjetji pri razvoju novih orodij in bioloških označevalcev za prepoznavanje morebitnega napovedovanja bolezni, ki ga lahko posameznik pričakuje v prihodnosti. Pomembno je, da se čim prej v poteku bolezni uvede ustrezno zdravljenje, ki učinkuje na napredovanje in ne le na zagon bolezni. S tem pa se zmanjša trajna izguba živčnih celic in morebiten vpliv bolezni na vsakodnevno življenje in prihodnost posameznikov.